Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav z oddaje Župan za vas. To pot smo v gosteh v obmejni občini Rogaševci in naš gostitelj je župan te občine, gospod Edvard Mihalič. Lepo zdrav. Lepo zdrav vam, pa tudi seveda vsem, ki nas gledajo. Torej, ko govorimo takole ob koncu leta, delamo rezimeje, letošnje leto je sicer nekoliko drugačne ali pa precej drugačne zaradi neljubega virusa, pandemije, epidemije, kakorkoli že, pa vendar. Stvari v občini Rogaševci potekajo vendarle po nekem ustaljenem redu, zlasti tiste investicije, gospod Mihalič, ki so seveda vezane na občinski proračun, ne toliko na recimo neka republiška sredstva. Na poti do vas številna delovišča, kjer pravzaprav urejate infrastrukturo, vreme dopušča in to je za pozdraviti. Res je. Moram povedati, da ta pandemija na realizacijo občinskega proračuna ni ne vem kako vplivala. Če se pošalim, celo smo nekaj privarčevali, ker ni bilo nekih prireditev, ampak to ob strani. Res je, ko ste videli v vaseh Ropoča, Pertoča in Večeslavci, se delajo pločniki, avtobusna postajališča, javna razsvetljava, pa tudi nadstrešnice za postajališča. Moram povedati, da je to bila naša želja že 10 let nazaj. Pa smo se takrat z direkcijo dogovorili, da bomo to delali v 3 fazah. Osrednji del je narejen, ker je tu bilo pač najbolj potrebno zaradi šole, cerkve, pošte, banke, trgovine, vse tukaj je na sredi in je trebalo zagotoviti varnost. V drugi fazi, samo denarja ni bilo v državi, da bi takoj nadaljevali, v drugi fazi to, kar gradimo v teh 3 vaseh in v tretji fazi severni del, Nuskova, Sredica, Sotina. Projekti so za ta severni del že tudi izdelani, odmera je tudi narejena, naj bi v naslednje leto odkup zemljišč bilo, potem pa, ko bo denar, to končno tudi izgradnja. Lepo bi bilo, da bi res v prihodnosti imeli od Ropoče do Sotine to prometno varnost urejeno. Je pa res, da s temi deli že tudi mislite naprej, načrtujete, ne? Kajti sedaj so ta osnovna gradbena dela, da ne bi kasneje zopet razkopavali, polagate tudi vodovodno infrastrukturo in optični kabel. Drži, ja, to smo se komaj dogovorili z izvajalcem, namreč to nismo mi investitor. Vodovod vemo, da je projekt 11 občin in ker še ni izbran izvajalec, smo morali v dogovor iti, da kljub temu položijo vodovodne ceni, da pozneje ne bi razdirali. Podobno je bilo za sistem Rune, optično omrežje, kot ste omenili, tudi ti so bili za in delajo cevi v pločnike, tako da prihodnje leto upam, da se bo to realiziralo, da se bo potegnil tudi kabel, da bi imeli malo boljše povezave. Prav vodovod je verjetno še zmeraj, takole v navednicah, največja težava tukaj na Goričkem, pripeljati vodo, pitno vodo do vseh gospodinjstev. In tu je zastalo zadeva, je vezana seveda na Republiko in predvsem dogovarjanje, kot ste rekli, 11 občin, tu včasih prihaja, interesi so malce različni do tega, da bi se ta projekt vendarle slej ko prej končal. To je celo naša največja mora, da tako povem. Moram pa povedati, da ni bilo ravno problema med 11 občinami. Dogovorili smo se, da je to naša prioriteta in zato je vseh 11 občin tudi to podprlo. Problem je bolj bilo s papirji, z državno birokracijo, da tako povem, in podobno. Zdaj bi lahko rekli, da smo v nizkem štartu, če uporabim športno primerjavo. Kaj je potrebno še? Samo, da se podpiše pogodba na ustreznem ministrstvu za sofinanciranje, dogovori so, kako bo to, in pa, da se izbere izvajalec in se v leto 2021 tudi začne. Po planu naj bi se to začelo prihodnje leto, 2022 nadaljevalo, zaključek pa leta 2023 in da bi končno rekli, vodovod na Goričkem imamo. Ko govoriva takole o prihodnosti, omenili ste prihodnje leto 2022, seveda vi ste tisti, ki imate tukaj v občini Rogaševci pravzaprav dvoletni proračun. Sedaj je v javni obravnavi za leto 2021-2022, ko sprejeli ga boste, vsaj nadejate se kot župan in to poznate razmere, da bo meseca januarja spravljen pod streho, kar pomeni, da
boste lahko z realizacijo tudi projektov, ki ste jih načrtovali, znotraj občinskega proračuna nadaljevali. Drži, ja. Prvič poskušamo, ker je država tudi tako predpisala, naj bi bil dvoletni. Nam celo to zdaj ustreza, ker v teh 2 letih lahko večino naših želja oziroma načrtov speljamo skozi, ne. Veste, župan vedno pričakuje, da ne bo zapletov in upam, da jih res ne bo, da bomo januarja to sprejeli. Seveda bomo upoštevali tudi dobre predloge z javne razprave ali pa svetniških skupin, če bodo kaj dale, tako da se marsikaj da storiti. In da bi potem v teh 2 letih realizirali tiste pomembne stvari, to, kot sem že prej rekel, prva najpomembnejša vodovod, ki se bo financiral celo 3 leta, ne? Potem športni center, ki ga tu spodaj gradimo, to so asfaltna igrišča za rokomet, košarko, odbojko, celo za tenis in pa seveda proga za tek 300-metrska z vsemi ostalimi pritiklinami. To računamo celo, da bi to bil regijski projekt, ker ostale občine nimajo takšnega velikega objekta in bi lahko kakšne prireditve se izvajale tu. Podobno bomo štartali z regijskim projektom tudi z skakalnico v Pertoči. Pred leti, nekateri se spominjate, so bili tu skoki na snegu, vendar to današnjih klimatskih razmer več ne gre. Zato smo skupaj z Smučarsko zvezo prišli do zaključka, da se v Pertoči zgradi skakalnica na umetni masi. In Smučarska zveza je prevzela nadgradnjo, mi pa infrastrukturo. In projekt je tako rekel, pripravljen za to, da bi ga prihodnje leto tudi začeli. Tudi to je lahko regijski projekt, ker ne verjamem, da bi katerakoli druga občina v Pomurju gradila skakalnico tukaj pri nas, tako da bi to bilo nekaj takega, ne. Potem želje so tudi na nogometni strani, naj bi slačilnica pa tribune zgradili v Sredici, tu je treba še dogovor z nogometno zvezo, vendar bo občina svoj del pokrila, ko bo tako daleč, seveda. Seveda je ena od pomembnih nalog tudi obnova lokalnih pa javnih cest v občini. Veste, stare so 40 let, dotrajane in zdaj tako po vsako leto nekaj tega zgradimo pa obnovimo. V tem času bomo že zgrajeno kmečko hišo usposobili za to, da bo to spomenik, kjer bodo mladi lahko videli, kako smo nekoč živeli. To je slamokrita stavba, ki ima notri črno kuhinjo, ko mladi sploh ne vejo, kaj je to. Notri je srtev, to je torej glinasta tla, kar so nekoč bila. Potem poleg prostorije, ki so nekoč jih uporabljali in podobno. Tako da bo to en spomenik našega življenja v preteklosti. In pa srečo smo imeli, da smo od 3 mlinov, ki so včasih bili v občini, enega ohranili, v dobrem stanju je, obnovili, to je Dajčev mlin, tako da, ko pridejo obiskovalci, lahko pritisnete in mlin začne delovati. Mleli ne bomo, ne v njem, bomo pa mleli spodaj, ker kupili smo mlin na kamen, to je zdaj moderno, zdravo, polnozrnata moha in bo to tam delovalo, da lahko nekdo prinese vrečo ali kaj drugega, da si to tam naredi. In pa še vmes bomo imeli, ker tega je velika etaža, v prvem nadstropju velik prostor, kjer bomo imeli neko razstavo fosilov Panonskega morja. Veste, da je tu nekoč bilo Panonsko morje in na teh obrobjih so bile lagune, kjer so se odlagali potem živali, ki so živele, zato imamo to, kar druge v Pomurju ni, apnenec pri nas in eden od naših občanov ima čez 1000 teh fosilov, ki jih je izdolbil iz tega kamna in bomo potem imeli razstavo tega tam. No, tole že tudi nekako nakazuje to, da ste v občini Rogaščevci tudi usmerjeni v tako imenovani zeleni turizem, turizem prijeten ljudem. Turistični objekti, tudi tisti, ki so zaposleni v turizmu, so malce, razen tisti, ki niso imeli prenočitvenih kapacitet, seveda v tem obdobju COVID pandemije, seveda najbolj prizadeti praktično. Je pa res, da v vaši občini, ki ste obmejna občina, imate migracije, kar precej delovne migracije, okrog 70% ste rekli, da vaših občank in občanov hodi na delo v sosednjo Avstrijo. Tu zadeve potekajo normalno, pa morda ravno o tem turizmu še, ki se takole razvija pri vas, kakšno besedo. Res je tole, da imamo blizu Avstrije, je naša rešitev.
malo žalostno, da moram to reči, ampak tako je. Ko so vsa velika podjetja v Murski Soboti propadla, je izgledalo, da smo v nekem vakuumu, kje zdaj zaposliti te ljudi. Na srečo, znanje nemščine tukaj ni problem, Avstrijci poznajo naše delavce in tako se jih veliko, kot ste rekli, okrog 70% se jih vsakodnevno ali pa tedensko vozi na delo v Avstrijo, pa še dobro zaslužijo, pa še pozneje bodo imeli dobre pokojnine, ki so malce drugačne kot pa v državi Sloveniji. Tako da s tem ni problem, ne. Tudi večina turistov, ki obiskuje, se vozi po občini, je večinoma iz Avstrije. Ali pa nekateri, ki poznajo pa cenijo takšne vrednote, kot jih mi imamo. Drugače pa prej, ko ni bilo zapore, si videl vsakodnevno kolesarje, ki kolesarijo, ne. Nekaj tega smo tudi naredili za našo dušo, namreč ob Bledavi smo od Pertoče pa do Sotene uredili pešpot, ki je nasipano s kamenčki, tako da se lahko izven prometa, v zeleni naravi, poleg dreves, poleg trave sprehajaš sebe ali pa svojega hišnega ljubljenčka. Tako da je verjetno izhod pri nas v turizmu je bolj takšni, ne pa kakšne velike nastanitvene kapacitete. Pač pa narava, zdravo življenje, ampak morali bi imeti malo več ponudnikov tudi v občini. Tako da jaz večkrat porabim, to je moj stavek, Avstrija nam omogoča preživetje, zavira nam pa družbeni razvoj. Ljudje se neradi postavljajo na svoje noge, da bi sami kaj naredili, ker jim je enostavneje iti čez pa tam zaslužiti. Kako je z javnimi zavodi oziroma tisto, kar občina skrbi, gre za osnovno šolo, ki je seveda pouk na daljavo, sedaj v tem času vrtci, pa seveda zdravstvena postaja, to, kar sodi v občino, je tu zagotovljeno potrebam občank in občanov. Na srečo imamo to zelo dobro urejeno, šola je moderna, prostorna, zdaj nažalost prazna, ne, razen kuhinja, ki dela za tiste, veste, ki so se odločili, da nimajo prehrane doma zagotovljene takšne, tako da šola to dela. Vrtci so tudi dežura, ena ekipa za vse tiste, ki so zaposleni, vsi pa ne morejo zagotoviti varstva doma. Zdravstveno postajo smo celo, veste, v 80-ih letih zgradili samoprispevkom, ker nekdanja velika občina Murska Sobota ni imela posluha za nas in zdaj smo srečo imamo tu z lekarno in tako naprej, tako da so ljudje s tem zadovoljni. Mislim, da tu ni nobenih problemov, zadovoljni smo, da to zelo dobro deluje. Kakšna je demografska slika pri vas? Ljudje, mladi odhajajo, morebiti rekli ste, da ne, ker delo je zagotovljeno tu v bližini. Razmišljate o tem, kako privabiti recimo v tako čudovito, v naravno občino sredi Goričkega mlajše družine, morda odkot drugod, da bi zaživele tukaj pri vas? Demografska slika še ni ugodna, se pa boljša. Veseli me, recimo, ko vidim, da je toliko in toliko rojstev, ki se celo počasi izenačuje z smrtmi, tako da ni več velikega padca. Veseli me, ko vidim nove hiše, kar nekaj teh je. Tudi občina podpira to z razpisom za mlade družine, ne. Kakšnega velikega prihoda od drugod ni, je nekaj primerov, predvsem, veste, ko dedujejo kaj, pa potem obnovijo ali pa naredijo, pa se preselijo vsem, pravijo, tu je pa res lepše živeti kot pa nekaj v Ljubljani. Tisti, ki imajo pač ta občutek, to željo živeti v naravnem okolju. Tako da moram povedati, da se tule izboljšuje in če bo šlo tako naprej, ni bojazni za usodo občine Rogašovci. Morda ob koncu tega najinega prijetnega pogovora še tisto, kar vsem nam največ primanjkuje, druženje, društveno življenje je zamrlo praktično, ne samo v občini Rogašovci, tudi drugod. Društva nekako čakajo na sprostitvene ukrepe, bližajo se tudi prazniki, zaenkrat gasilci opravljajo svoje, verjetno tudi ostala društva, vendar seveda v zmanjšanem obsegu in, kot ste dejali sami, ni nekih prireditev, ki jih pa vendarle občanke in občani malce že pogrešajo, kaj ne? Če je kaj prizadelo občane, nas je ta pandemija prizadela, res. Ni druženja, ni obiskov, tisti, ki se zavedajo vsega tega, niti ne grejo k sosedom in tako naprej. Tako da je to en velik minus in se že opaža določeno, kako bi rekel, določene psihoze, nelagodje in podobno, ja.
In tudi nekaj klicev imamo, ko morajo delavci našega režijskega obrata pomagati, vzmetati sneg ali pa kaj urediti. Tako da upam, da bo cepljenje to rešilo, pa da bomo se ponovno družili, se veselili, srečavali. Župan Edvard Mihalič, hvala za povabilo in priložnost ob koncu. Letos ne bo toliko možnosti, da bi si stisnili roke, da bi pozdravili občanke takole osebno na kakšnih zaključkih, zato pa priložnost, da preko našega medija, preko televizije zaželite seveda lepe praznike in vse tisto, predvsem pa zdravja in z željo, da bo verjetno prihodnje leto veliko, kar se vse tiče tega, boljše za vse nas. Hvala za predlog, ne. To bi tako in tako naredil, zato naj povem, izkoristim to priliko vsem tistim, ki nam gledajo, posebej pa seveda občankam pa občanom občine Rogaševci, vse najboljše v novem letu, da ne bi nosili več teh mask, da bi se cepili in da bi bili v prihajajočem letu srečni, zdravi pa veseli. S tole lepo čestitko župana občine Rogaševci Edvarda Mihaliča tudi zaključujemo današnjo oddajo Župan za vas. Bili smo na Goričkem v obmejni občini Rogaševci in verjamem, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, da ste zopet spoznali nekaj novega, zaznali utrip v tej občini in da vam samo še tudi sam želim do prihodnje oddaje Župan za vas vse dobro, zdravja in srečno.